Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Sledi korakov. Naš gost v tem prijetnem gostišču, naš hram Kisovec, je Andrej Magajna. Še enkrat dobrodošli, da ste prišli sem v naše konce. Ni problem. V prvem delu sva kar veliko povedala o vašem otroštvu, o vaši družini, o vaših koreninah. Začela sva govoriti tudi o zametkih strank, ki so se nekako začele ustanavljati v Sloveniji, ampak preden še malce več o tem poveva, nič pa še nisva o vaši zdaj tej družini, tudi vi imate otroke, družino, pa ženo, ki se je nekoč pisala Barovič, če se ne motim. Ja, tako, in je sorodnica, daljna verjetno od tudi gospoda Bogdana Baroviča. To je bila pa zanimiva veja, o kateri pa Bogdan ne rad govori. On je prisežen Slovenc, veste. Najbolj priseženi Slovenci so tisti, ki niso čisto Slovenci, na tako opombo. Namreč dedek njen, oziroma stari starši, so prišli iz tega področja Črne Gore, ali pa rečemo delno vzhodna Hercegovina. Če bi šli pogledati na strežnik, bi najdli ta priimek Barovič, da izhajajo od tam. In tudi zanimivo, sestra, pa tudi ta dedek Barovič, je bil tipičen Črnogorc, visok, skravžlan, črn. Ona ima pa bolj, meni so bili pa zmeri bolj blondinke všeč, ali svetlopolte, in so se malo slovenski geni zmešali, zato imava tudi, kot sem rekel, lepe otroke. Pa uspešne, bi rekel, ja. Uspešne, koliko otrok? 3 otroke imam. Ena je že čez 40, ena bo vsak čez 40, vsak imata po 2 otroka, tretji še ne. Bo pa verjetno kmalu, ko se bo vrnil z Londonu, je zelo priznan računalničar, izredno sposoben. Mislim, da bo zlahka dobil službo v Sloveniji. To je en teh, ki je šel v tujino za kruhom, v svetovno firmo, Microsoft, in mislim, da ne bo problem najti službo v Sloveniji, ni pa hotel ostati tam, je navezan na to lepo našo deželo. Na korenine. Ja, živeti sred Londona, se voziti več kot uro, da sploh prideš na obrobje, in tam na obrobju je nič zanimivega, ena sama ravnina. Sicer si malo popestri za vikendih, ko gre na jadralno letalo in vidi svet malo širše. Do morja, lejte, pri nas smo v 1 uri na morju, tam pa priješ v 1 uri iz Londona, pa ne veš kam naprej. Zdaj greva pa še malce nazaj na politiko. No, nekako so v prvem delu zaključila z tem, kako se je stranka Socialdemokratska zveza ustanovila najprej kot zveza. Vodil je France Tomšič, vi ste bili podpredsednik takrat, če se ne motim. Prišli so prve demokratične volitve, ampak še pred tem, ne vem, ste kar v Nemčijo šli, poklicali po Pučnika, zakaj po njega? Ja, saj verjetno nismo edini, ki smo ga klicali. On je stik imel tudi za temi, ki so kasneje ustanavljali Slovensko demokratično zvezo, temi intelektualcimi. On je veliko objavljal tudi v naših revijah, Novi reviji, in mene je on navdušil. Jaz sem bral njegove tekste, bil je zelo odločen, radikalen pristaš strankarskega pluralizma. On je inače ovinkaril, je rekel, če bo se to začela, ta pomlad strankarska, prehod iz monizma v pluralizem, pluralizem je za mene ključna beseda, veste. Izhaja pa, ker sem končno imam le neki filozofske ozadja, iz liberalizma v tem smislu, da spoštujemo dialog. Dialog je zame ključna kategorija, pojem. Dialog pomeni ne to, da je vse relativno, da je moj sogovornik ima prav tako kot jaz. Jaz sem prepričan v svoje, ampak dopuščam, da se motim. To se pravi, sogovornik, tudi če nima cele resnice v oblasti, nekaj sigurno on ve. In razno od tega dialoga, ta dialektika, ko se soočajo različna mnenja, pridemo do neke sinteze. In to, če bi kdo je bral knjigo Harari, kratka zgodovina človeštva, to je Izraelc Harari, piše, da je to ravno napredek človeštvu bilo v timskem delu. V tem, da je znal
svoje mnenja, svoje ideje, zato pa rabimo svobodo. Ne? In napredni so svobodni sistemi. Vendar svoboda ni absolutna, kot jo nekateri na desnici zagovarjajo, tudi v podjetništvu. Svoboda mora biti vedno družbeno odgovorna. Ne? Zato mi je bilo ta koncept socialdemokracije meni že zmeri blizu, od Kreka, ki sem ga študiral, pa potem, ko sem se navdušil nad temi voditelji za vzhodne Evrope, ki so bili Bruno Pamle, Krajski in tek sem je našteval v prvem obdobju. In kako ste uspeli nagovoriti potem Jožeta Pučnika, da se je pridružil? In Jože Pučnik je rekel jasno, jaz sem socialdemokrat. Poleg tega pa zanimivo, sem rekel, verjetno vi, kot mi nimamo take prominentne intelektualce v svojih vrstah, prav, nič hudega, celo me mal mot tisti intelektualni elitizem, večvrednostni kompleks teh ljudi, rekel, rajš bi šel v socialdemokracijo. Prav to je rekel in je rekel, ko pridem v Slovenijo, se dobiva, jaz sem ga kar povabil na moj dom, ampak niso bila notri v sobi. Šla so po te tako imenovani pot spominov tovarištva, jaz se rečem pot spominov, to tovarištvo je zelo sporno bilo, čeprav ga je bilo med ljudmi, ne, tovarištvo, ampak ga je partija zlorabila. Tako. Tam ni bilo predsluškovalnih naprav in tam sva veliko stvari debatirala. Seveda so se ga na nek način, smo se ga vsi lasili, Pučnika takrat, ne. In ni bilo noben problem s tem predlogom pride, da bi on vodil to koalicijo opozicijskih strank. No, kaj pa še prej znotraj same stranke, kako je Tomšič gledal na njega? Tomšič je bil malo zadržan, začel je prebirati te tekste, ki sem jih jaz kopiral in se je navdušil. Bilo je pa kar nekaj zadržkov v predsedstvu, predvsem moram reči v predsedstvu stranke, da ga niso poznali. Jožeta Pučnika? Ne. Tako da je bilo malo zadržkov, počasi je pa ta ideja, posebno, ko so pa ugotovili, da je tako pozitivno mnenje o njem v drugih sredinah, so pa rekli, ja, če bo tazga uglednega človeka dobili, dajmo ga imeti zase. To je prevladalo, veste, med člani. Ne toliko poznavanje Jožeta Pučnika. Najprej zase, kdaj pa potem za predsednika? Ja, za predsednika je bilo pa mal problem. No, ideja je kmalu prišla, kaj pa, če bi on ne samo se včlanil v stranko, ampak da bi dejansko bolj učinkovito vodil stranko v tem smislu intelektualnega dela. Kot Tomšič. Kot Tomšič, kot je nekdo že rekel, da je bil preveč ruraren, da je bil morda preveč aktivističen, sindikalističen in da to tudi mediji partijski izrabljajo. On ni bil tak retorik, kasneje je bil, se je navadil. Ja. In so vsako njegovo napako potencirali. Jaz gledam zelo pozitivno na njega. Tomšič seveda za to idejo zamenjave ni bil. Se kdo pa je, ne? Ja, ne vem, ja. Smatral je, da je on ustanovil to stranko. Vendar se je kasneje sprijaznil s tem. In tudi deloval potem v stranki? Ja, je še deloval, ni bil pa več tako zagnan. Bil pa je predsednik sindikata, je postal. Se pa je on potem bolj angažiral v sindikat. Ki ga je dolga leta tudi potem vodil. V bistvu se je začel kot sindikalist in je celo gotovo morda, da bi bolj bil učinkovit v sindikalnem gibanju. Glede na ogled, ki ga je tudi imel med delavstvom. Ja, no, Pučnik je potem prevzel vodenje stranke. Vi ste bili takrat na kakšni funkciji? Podpredsednik. Takrat se je tudi že pridružil tudi Jože oziroma Ivo Hvalica, ne? Ja. No, in potem so že začela se pogajanja o tem, da boste šli na volitve. Tako. Ustanovil se je Demos, morava se še vedno, čeprav ste to pojasnili že za Reporter, da ste bili vi tisti, ki se je spomnil tega imena, Demokratična opozicija Slovenije. Malo oče, spomnil sem se doma v kuhinji, očetu je bilo zelo všeč, je šel po etimološki slovar in je pogledal, kaj pomeni beseda Demos izvorno. Demokratična, to se pravi ljudstvo, oblast, ki temelji na ljudstvu, Demos je ljudstvo.
Zelo mi je bila všeč prav, da boš ja predlagal to. Rekel bom. So se pa tudi, ko sem prišel v stranki, v tem menili in je bilo tudi Šinkovcu zelo všeč, je rekel, jaz bom pa logotip naredil. Torej, vaše ime? Vaše, njegov je pa logotip, čeprav prav v njegovi izvorni obliki ni bil sprejet, kar mi je žal. Namreč on je to D črko obrnil, tako da je bila premica spodaj, log je bil pa v obliki mavrice. To je pokazal, da smo mi mavrična struktura, kar nekaterim danes celo v SDS-u, ko sem rekel, da bi spet rabili en tako novi demos kot neko mavričnost. V mavričnosti že vidijo, ne vem, reklamo za... LGBT, ne? Ja, tako je, ker nima nič zveze s tem. Tako je. Ampak mavričnost je pa v tem primeru pomenilo, da je v samem demosu, v jedru samega demosa so bile tako stranke leve, sredinske in desne. In to tudi govori gospod Peterle. Ravno o tem, da tudi danes ni možno obnoviti, ker mi nimamo te nekomunistične levice v Sloveniji. Ko smo mi bili takrat, on je že takrat poudaril, mi imamo mavrično strukturo, imamo socialdemokrate, zelene, potem neke vrste liberalci, kot so bili Grosovi liberalci, to so bile neke vrste sredina, upokojence tudi ne moramo umestiti v en blok. Potem Slovensko demokratično zvezo, Slovenska demokratična so bili pa liberalci. Tudi izrazito liberalno usmerjena. Tako da in potem zato... Pa krščanski demokrati še, ki so bili bolj desni, pa Slovenska ljudska stranka. In mi ne smemo, to je še danes, neki kronisti za nazaj, hočejo demos prikazati, da je bilo to nekaj desnega. Da je to D pomeni desnica. Demos ni bil desnica. Mi smo hoteli pokriti in to bi bil naš uspeh. Jaz sem celo Pučnika večkrat opozarjal, sem rekel, premalo poudarjaš, da smo v demosu tudi socialdemokrati. Ja, je rekel, imaš prav, ampak jaz sem v funkciji predsednika demosa, ne morem za svojo stranko protežirati. Kako pa je on sprejel to funkcijo, da je bil na eni strani Jože Pučnik, tako predsednik Socialdemokratske zveze Slovenije, pa potem stranke, pa po drugi strani tudi tisto prvo ime demosa, ki je nekako bil kot oče demosa. To je bilo malo za našo stranko celo slabo. Kakšen glas manj na volitvah? Ker je on ni upal svoje stranke, ni hotel, on je bil tako obziren do partnerjev koalicijskih, da on ni hotel svoje stranke nikoli omenjati. Ni bil sebičen? Ne, ni bil sebičen. Dočim so vsi, kar povedal, v kmečki zvezi nisem nič dosti ozirali, se strinjamo. Ne, oni so svoje ideje, so se bili prav po svoje, odločno zagovarjali. In tudi drugi, ne so šli prej, da se bomo uskladili. Kdaj pa je prišlo do tistega dogovora, da bo, če demos zmaga na teh prvih demokratičnih volitvah, da bo dobila mandatarja tista stranka, ki bo znotraj demosa dobila največ. Se verjetno niso računali na to, da bojo ravno krščanski demokrati zmagali. Ne, to so najmanj računali. To so pa usodna tema za Slovenijo, še za danes. Zakaj bomo prišli na to točko? Mi smo se začeli sestajati pred temi uradnimi sestanki, formalnimi, kjer je bilo vsake stranke po 2 delegata, smo se sestajali neformalno pri Ivanu Omanu na kmetiji. To so tudi zanimive anekdote, ko je prišel, malo počakajte, da se sezujem škorne, v hlevu je bil, veste. Marjan Podobnik je bil vedno zraven, Lojze Peterle, pa jaz, mi smo bili preko najbolj stalnica v tistem demosu, včasih, drugi pa ne, vedno, niso bili na vseh teh sestankih, preliminarnih. In ko smo imeli pa že uradne sestanke, eno pomemben je bilo potem 4. december 89, takrat smo pa že imeli ta osnovni dogovor, če nam uspe na volitvah, da logično mandatar predlaga največja stranka, ki je dobila znotraj demosa največji uspeh. Imeli pa smo varianto, ker ljudje morda malo ne vejo. To ni bila skupna lista. To je bilo predhodni dogovor o povolilni zvezi, koaliciji.
Šli smo pa na volitve samostojno. Takrat se je dalo, ne, ta model, ko so pomladniki pred 2 leti se zbrali v Celju, da bojo šli vsi samostojno, jaz sem jih tam upozoril. Mi veste, da je zdaj prag 4%, ne boste prišli, pejte rajšo skupno listo. Pomladnikom so in so zelo nevoljni sprejeli. Gospod Princ se je rekel, da je dobil 10%, 15%. V ljudski stranki so bili tudi užaljeni, ko sem rekel, kaj pa, če ne pridete skozi prag. To je bila užaljenost. Upozoril, da je takrat bil prag 2,5%, zdaj je 4%. In bi bilo bolj smiselno iti v neko skupno listo. Takrat se je pa to dalo pri Demosu, ne? Takrat je bil pa prag nizek, zato mi nismo šli na to, nam so ankete vse kazale čez prag. Ni bilo bojazni, da ne bi prišli skozi prag. Mislim, da samo sivi partnerji niso prišli, ne? Ja, sivi partnerji pa ne. Ja, zametek upokojenske stranke, recimo. Ja. No, vsi drugi so pa prišli, Grosovi liberalci, pa zeleni. Vsi smo prišli skozi prag. Zato smo rekli, največ glasov je dobila krščanska demokracija. To je moja formulacija, kaj boljš streljati, čeprav, ko sem preko, nisem militarist, aj bolj streljati z enega topa, ne, na skupni listi ali iz večjih topov, ne. Vi ste streljali iz večjih topov, ne? Ja, večjih topov. No, in zmagali so krščanski demokrati. Krščanski demokrati, tu pa se mi zdi, da je bil Lojze Peterle tudi velik. Ko smo izvide brali, to smo imeli pa sestank, kako je bilo tiste organizacije ime, ko ste nam dali prostor, na Cankarjevi, nasprot tam, ki je zdaj sedež krščanskih demokratov, oziroma je bil včasih, je zdaj muzej VSO, čez cesto, so imeli prostore in jaz zelo dobro prepoznavam, vsak človek ima nek talent, ne? En za glasbo, en za barve, en za to, jaz imam pa za govorico telesa. In kakšna je bila zadrega pri teh, rečemo, pomembnežih, vse so bili pomembni in tudi sposobni ljudeh iz Slovenske demokratične zveze, ko so bili prepričani, da bojo oni dobili največ, ne, kot neka sredinska stranka, dobijo pa krščanski demokrati. In je bilo en tak medklic, ja, gospod Peterle, pa ja, navte vi, kako, avte vi zdaj? Predsednik vlade, sestavil vlado. Ampak on je bil toliko in je ponudil gospodu Pučniku. To zdaj ni praksa, ne, da bi nekdo... Ne, on je bil zelo korekten. Sveda, ni pa kar rekel, no, zdaj boste pa kar vi prevzeli SDS vse vodenje in moram reči, da je bila nevolja. In kaj je Jože Pučnik dejal na to? Jože Pučnik ni hotel v operativo, on je bil teoretik. Ni želel biti predsednik vlade. Teoretik, on je svojo vlogo opravil. Ampak, ni hotel se pa še kot šef vlade zdaj ukvarjati z ministri, z sekretarji. A ni bila Spomenka Hribar tista, doktorica Spomenka Hribar, ki ga je nekako poskušala nagovoriti, da sprejme kandidaturo? Ja, vse so ga v Tivoliju, če se ne motimo, parku. Tako je, ja. Pa je odločil se, da ne. Se je rekel, da ne gre v operativo, tudi drugi smo ga nagovarjali. No in potem je Lojze Peterle je potem sestavil vlado. Lojze Peterle je sestavil vlado. Mnogi ne vedo, da v tej vladi bila tudi recimo Jožica Puhar, ne? Ki je bila iz partije, ne? Ja, ampak to zdaj nekjeri učitajo, ona je bila zelo lojalna članica vlade, mislim celo zelo široka, široka, dobro vodila. Pa tudi široka vlada je bila, ni bila to samo iz strani Demosa. Tudi ti bivši komunisti, nekateri, ki so v življenju delali kariero na en iskren način, da bi nekaj tudi uredili dobrega za družbo, jim učitati, da so bili v partiji, ne gre, zame so važna dejanja. In gospod Peterle je vedel, da bo zelo dobro sodeloval. Je razložil, bila je v prejšnji, ampak mislim, da bo na tem resorju dobro delala in je delala. Ministrstvo za socialo in delo. Ja, celo jaz sem bil v nekih delovnih skupinah pri te socialni zakonodaji. Takrat smo delali tudi prve pravilnike o agencijah za trg dela. Cel kup novosti je začela upeljavati. No, in to ne moramo reči. Če gremo malce naprej. Vse smo imeli končno. V vodstvu Demosa večina je bilo bivših komunistov. Zdaj pa očitati gospe Jožici Puhar,
A veste, je pa to tako mečken, licemersko. Jaz nisem želel tu očitati, ampak želel sem povedati, da je bila ta vlada zelo široka. Zelo široka. Jaz bi rekel, ko zdaj gledam, a veste, da je bila za mene to ena najboljših vlad? Veste zakaj? Ker takrat sestaviti v relativno kratkem času tako kompetentne ljudi dobiti za ministre. Danes je veliko bolj politično kadrujejo se ljudi, ko pride na ministrska položaje brez vsake reference. Takrat pa vsi ti ljudje so imeli, gospod Tancik, drugi, za vse te resorje so bili ljudje, ki so nekaj že prej naredili na teh področjih. No, potem je prišla ta osamosvojitvena vojna, kjer se je tudi vlada izkazala na nek način, pa tudi vsi tisti, ki so imeli te državotvorne resorje. Ja. Slovenija se je osamosvojila, lepo smo prišli iz tega balkanskega pekla ven. Ja. Vojska se je potem tudi počasi odmaknila iz Slovenije. Potem so se pa že začela trenja v samem Demosu. Zmagovalca te vojne za Slovenijo nedvomno sta bila izredno sposobna obrambni minister gospod Janša, notranji minister Igor Bavčar. Pa mogoče tisti, ki je dobro govoril, Jelko Kacin, ne? Jelko Kacin je pa mednarodni sceni fenomenalen. Mi smo to uspeli, te trije so bili izredni. No, mimogrede, verjetno je svojo vlogo tudi Dimitar Rupel svojo vehemenco dobro odigral, pa na nek način tudi Milan Kučan takrat, ne? Tudi problem pa, ker smo spet na gospoda Rupla, ob vsem spoštovanju, jaz ga se srečujem te dneve, ko hodi na Špico z svojo soprogo, ki je precej zdravstveno prizadeta in jo zelo skrbno vodi na sprehode. Torej, vsem spoštovanju, kar je napisal, on je imel takrat to je bila pa tista napaka, o katerem govorim, tudi razpad Demosa. On je imel zelo strah pred obnovitvijo neke rekatolizacije Slovenije, klerikalizmu, čistko. In zanimivo, da se je obnovila stara shema izpred vojne. Konflikt med, kot smo rekli, klerikalci, procerkveno usmerjenimi in liberalci. Star konflikt se je prinesel v Demos. In to je bilo usodno za razpad Demosa. Operativno sta ga izvedla gospod Janša pa gospod Bavčar. Kaj je bila želja? Iz idejnih razlogov pa je tukaj največ doprinesel ravno gospod Rupel. Zdaj, on je verjetno te strahove tako dojemal. Bal se, da je gospod Peterle preveč navezan na škofijo, čeprav njega ni postavila škofija. Daleč od tega. On je bil dosti neodvisen. In ga še zmeraj jemljem kot pozitivnega, da je bil neodvisen, ampak ta strah pred prevelikim vplivom klera, cerkve je bil in skozi njega so videli te ljudje v Slovenski demokratični zvezi in se je začela proti njemu ne samo tista prva zadrega, ko je on dobil največ glasov, oni so tle videli strašne strahove. Celo jaz sem napisal v reviji Sodobnost, tudi jaz sem videl en članek, dosti odmeven je bil, ali bo cerkev znala reči ne. Torej v tej skušnjavi, da bi se spet nalepila na neko oblast in iskala privilegije. Ali bo znala reči ne, sama. Ampak jaz nikoli nisem pomislil, da bi rušil to vlado. Dejansko so pa ta trojka, ki omenjam, imajo največje zasluge, da je ta vlada nažalost predčasno razpadla. In prišel je Janez Drnovšek, ne? In po drugi strani, ker to so bili, kot smo rekli, Slovenska demokratična zveza, so bili po idejnem profilu liberalci, so se nekako začeli približevati Janezu Drnovšku, ki je tudi on izkazoval neko, končno je bil predsednik LDS-a, liberalne stranke, in ambiciozna, kot sta bila gospod Janša pa Bavčar, posebno Bavčar, se je celo delal iluzijo, takrat je pa glavni strateg tranzicijske levice je rekel, stop, on je kandidiral za predsednika LDS-a, hotel prevzeti. Te dva človeka, ko bi rekel osamosvojitelja, gospod Janša in Bavčar, sta bila toliko zavarovana v svojo moč, v svoj vpliv, v svojo sposobnost, da, ne vem, a so sanjali, da bojo prevzeli LDS celo. Niso tudi pravilno ocenili Drnovška.
tudi sem rekel, to je bila usodna zmota. V bistvu Drnovšek, čeprav je imel imič nekega odmaknenega, asketskega človeka, je omogočil restauracijo prejšnjih struktur. To sem že prej omenil in pod njegovim vodstvom so se te strukture, ki so že mislili, da so morali posloviti, veseli so bili, to mi je brat Matej povedal kot vložek, kot primer, njihov direktor na tem področju inšpekcije za okolje je rekel, gospod Matej, tvoj brat je tam v Demosu, vse noče nobene protekcije, nismo zdaj odrezan, z nami je konc, vse jaz sem bil v partiji, pa jaz nisem bil zadrt komunist, njemu se je začel mojemu bratu upravičevati, ga je samo da bi gledal. No, čez 2-3 leta je ta isti direktor ostal na položaju, bil spet aroganten, tako kot prej. Hočem povedati, vse te strukture so ostale nedotaknjene. To je pa krivda tega predčasnega, zdaj nekateri v SDS pravijo, ja, se bi Peterle tako zgubil volitve, tudi če bi še 4 leta vlekel, koliko je LDS zmagal, ja, ni rečeno. Nikoli se ne ve, ne? Veste, v 2 letih pa ti res ne moreš nekaj pokazati. Predvsem bi morali, kar je Peterle delal, jaz sem tudi njemu sugeriral, zagotoviti pluralizem medijev. Ker če bojo mediji prikazali to kot neko pozitivno zadevo, zgodbo, če bojo pa pokazali negativistično, da so v Demosu sami zadrti desničarji. Pa vsak dan zjutraj dobro jutro, revščina, ne? Dobro jutro, revščina, oni so imeli strukture, so lahko sindikate poslali na ulice, medije so imeli, očrnili so Peterleta, postal je bolj črn, kot je bil. In to je bilo tudi z našo stranko. Oni niso želeli, da mi pobiramo glasove na tem socialdemokratskem levem področju, oni so želeli, da bi bila Tomšičeva socialdemokracija čim bolj črna. Zato ste bili potem tudi vi moteči, ne? Ki ste nekako zagovarjali to levo socialdemokracijo, ki ni na komunističnih temeljih. Poglejte, te ljudje, ki so bili infiltrirani, jaz ne morem reči, da so bili udbovci. V Reporterji ste vi omenili Tita Turnška, ne? Ja, ki je bil takrat zelo... Jaz se ne upam nobenega omeniti, ki me bo tožil jutri. Ampak žal bi pa jaz tožil tiste, ki so arhive uničili. To je za mene kaznivo dejanje. Noben je odgovarjal za uničenje arhivov. Tam bi se točno vedeli, kdo je bilo v teh zadnjih letih, ker veste, tisti Leljekovi arhivi, pa to, kar proučuje gospod Igor Omerza, izjemen raziskovalec, te podatkov za zadnjih letih tranzicijskih, ko smo stranko ustanavljali, teh podatkov ni. Ne? Jaz celo vem za agenta, ki sta me spremljale tam v Mostah in šoli. Vem njihove priimke, imena, vem, kdo sta. Vedno jih pa ne bomo najdli. No, kaj se je zgodilo z vam potem, ki ste bili nekako za nekatere preveč levo usmerjeni v socialdemokratski stranki Slovenije? Takrat sta se proti meni združila, kar je paradoksalno, pa če hoče gospod Grims, ga bom povabil na soočenje, na omizje, da bomo, vsi so nasedli Turnšku. Turnšek je bil takrat neverjetno antikomunistično retoriko. On je hromel v mikrofon, dovolj je bilo bolševizma, dovolj je bilo te rdeče diktature, dovolj umaknite se konvertiti, torej prenovitelj je zmeril za kameleone konvertitev. Tudi Turnšek, ljudje ne morejo verjeti, ampak mislim celo, da so posnetki in priče so. Torej antikomunistična retorika, nam se je to sumljivo zdelo, mi se nismo upali, tako rohneti, se nismo vedeli. Mi nismo vedeli za pol leta naprej, kaj bo z nami. Ali se bo zgodilo še kaj. Torej govorimo o tistih začetkih, ko še ni bilo, ko še nismo zmagali na volitvah. In zanimivo, jaz sem pa skozi poudarjal, da moramo bolj izpostavljati to našo programsko usmeritev evropski socialdemokrati. In sem imel v časopisu Dnevniku velik intervju, pol strani, Tomšičevi socialdemokrati smo evropska levica. Takrat je pa zazvonilo na oni strani, te prihajajo na naš področje. Torej na komunistični strani, ne? Seveda, ker oni po vzgledu vseh, o tem piše izjemen posnovalec vzhodnoevropskih komunističnih partij, dr. Aleš Maver.
Vsi so se hoteli, naenkrat, prej so bili to, ko smo govorili, revizionisti, Berenstein, Kročen. Potem so bili pa socialdemokrati, ne? Čez noč so bili oni, so začeli hvaliti Almeja, Krajskega, Branta, da so to pravi. In Tomšič jih prehiti in jim vzame ime. Smrtni greh. To mi je enkrat Peter Bekeš. Vi poveste, ne, da Peter Bekeš je bil, moram ga pohvaliti, ne, on je bil tudi v te, bi rekel, prenoviteljski struji, te pravi, ki so hoteli neko spremembo, kot Pahor, Bekeš, pa še nekaj so hoteli v partiji res neki premakniti. Je rekel, vi ste zelo vreda, ime ste nam vzeli, to je pa najhujši greh, ki ste ga naredili. In je po tem članku, ko sem ga bil v Dnevniku, je začel Turnšek pri meni silovito kampanjo. Pučniku, kar je neverjetno začel govoriti, da, torej, rdeči Turnšek, da jaz pripravim levi udar v stranki. Kako naj? Mi smo bili socialdemokrati. Ne? Zato je pa zelo zagrabil, on pa iz ideoloških, to je bil pa Branko Grims, ki je pa v bistvu simbolizira skoraj bi rekel večino ljudi takrat v stranki. In ko sem že prej govoril, kako značaj lahko tudi vpliva značaj voditelja na politiko. Delno je kriv, zakaj je bila taka struktura. Sam France Tomšič, s svojo radikalno retoriko, ki je bila odločna, bi rekel, izrazito usmerjena v osamosvojitev, so se k nam vključevali desni radikali. In mnogi so mi rekli, ta stranka je najboljša, ki ve, kaj hoče, je odločna, edin ta ime nam pa ni všeč. Ime jim pa ni bil všeč. En od teh je bil Branko Grims, ki on po srcu ni bil nikoli socialdemokrat. In mene moti pri gospodu Janši, in da sta prevzela oziroma šla v to stranko, čeprav nista bila socialdemokrata. Mar bi gospod Janša lepo nadaljeval projekt narodnih demokratov. To, ko se začela z Rajko Pirnatom, jaz sem prepričan, da je bila to danes močna stranka. Da bi Janša, ki je karizmatična oseba, eno glavnih osamosvojiteljev, vsakemu čast. Ampak kaj ima on prevzemati socialdemokrate, sistem je naredil komunistom uslugo, a to on ni vedel. Je pa res ne vem, ali ni vedel tega, da je naredil veliko uslugo komunistom. Oni so šampanjce odpirali, Bekeša sem pa srečal. Andrej, takrat smo se jezili, pa smo pa šampanjce odpirali. Rekel, kdaj? Ja. Stranko smo dobili, ime smo dobili. Ime, to je zdaj naše ime. Ja, hvala, gospod Janez Janša, hvala. No. In to govori Peterle, da je bilo to napaka tudi za naprej, Demos se je vedno bolj poistovetil z desnico. Ne? In po eni strani so imeli prenovitelji eno trdno bazo, tam rečemo 15-20% ljudi, ki bojo vedno ostali pri njih, ta stranka bo vedno ostala močna. Imeli pa so, sredino so prevzeli za Drnovškom, nasprot so imeli pa desnico, ki jo so še bolj očrnili, še bolj črno, in to je bilo scenarij. Žal sta pri tem scenariju sodelovala na en stran simbolično rdeči Turnšek in desni radikal Branko Grims. On že od besedi socialdemokracija dobi alergijo, no vse, on pravi, da je levica kot taka je nekaj negativnega. Ampak tisti pravi demokrat, to je pa pluralna demokracija, dopušča, da je v nekih družbenih okoljih, da ne more biti vedno ena opcija tista optimalna. Če so okoljski problemi, bojo prosperirali zeleni. Če se zanemarja delavsko vprašanje, pravice, mobbing in tako naprej, je logično, da bojo več glasov dobili socialdemokrati. Če se zanemarja gospodarstvo, svobodna iniciativa, podjetništvo, bojo mogoče bolj konzervativne stranke, ki so bolj usmerjene v gospodarstvo. Zdaj pa iskati tisto, desnica je edino, ima recept za vse čase. Poglejte, nemško-krščanski demokrati, oni so ogrom 90% programa socialdemokracije prevzeli. Se med tem strankam sploh ni neke hude razlike. No,
Zdaj, če ste ta del pojasnili, če greva malce naprej, potem na vašo politično kariero, vi ste potem ustanovili krščanske socialiste in potem, ko ste menili, da lahko Borut Pahor s svojimi socialnimi demokrati, da jih nekako še bolj prenovi, približa mogoče nekdanjim vaši stranki, ste tudi vi kandidirali na listi, prišli v državni zbor, ampak po 2 letih, če se ne motim, tudi postali potem samostojni poslanec. Ne? Ja, tako je bilo. Ravno zakaj, najprej nakratko rekel, zato sem videl, da je gospod Pahor nemočen, da s neko temeljito prenovo, modernizacijo stranke, kljub temu, da so to veliko poudarjali, danes spet poudarjajo, da so oni ne samo socialni, da so tudi zeleni, čeprav so glavni pri projektu T6, so nekaj zdaj oni ekološko zeleno usmerjeni. Prav, to je vse imidž politični. Takrat je imel gospod Pahor, moram reči, kar smolo z ministri. Svetlikom, sekretarko Kopačevo in mene je to zabolelo. Na Ministrstvu za delo socialno. Ja, ki je bila kasneje tudi ministrica, takrat je bila sekretarka, da moram jaz, čeprav smo imeli socialdemokrati Ministrstvo za delo, večino v parlamentu, da moram jaz pred Svetlikom pa pred gospod Kopačevo priti s predlogi, kako v Nemčiji uredijo, da se prispevki za delavce plačuje, kako se zmanjša mobbing, kako je treba narediti red na tem neformalnih oblikah dela, črnega zaposlovanja in tako naprej. Potem pa oni odgovorijo meni, bomo proučili, čakajte malo. Tem je mandat potekal, pa je bilo toliko malo narejenega. Jaz sem gotovo, kaj ste vi res prenovitelji, kaj ste vi, a je to spet en ostanek tiste, grdo rdeče buržoazije, ki se je ustoličila, prodaja neke floskule socialne, v bistvu pa skrbi za te lobije, kjer imajo svoje ljudi. Tudi za delodajalski lobij. Jaz sem bil zelo razočaran nad tem. Pahor je pa smolo, ne samo s tema 2, tudi z gospodom Borutom Miklavčičem. On je nasedel temu, da bo on naredil neko strašno reformo. Na področju zdravstva. Najbolj so ga pa zanimale investicije. Področje investicij. Kako bomo razprodali to banko. Tam na Tromostovju, ki je bilo eno zadevo pa na Poljanah, tudi ena bolnica v prodaja. Mi z Juljanom Bizjak so zahtevala od teh lastnikov bodočih, prvič se nam je zdaj sumljivo, da je to tako podcenjeno. Komu sploh prodajamo to, te zdravstvene objekte? Nobenih podatkov, poslovna tajnost. Pa ne mora država nekomu prodati, pa poslancem reče, da je pa poslovna tajnost. In mrskej se niste strinjali. To me je mene motilo. In ste šli potem... Ja, potem pa moram pa biti korekten. Jaz v poslanski skupini nisem doživljal nobenih pritiskov. Kljub temu pa to je dobro, da vejo člani SDS in sem nobenemu se tam prodal. Jaz sem mnogokrat glasoval za predloge Janševe stranke. Gospod Tanko se je skoraj vsak mesec obrnil k mene. A bi ti podprl ta naš amandma? Sem rekel, enega bom, tega pa ne bom. In moram reči, da zaradi tega nisem bil ukaran v poslanske skupini. Gospod Kontič je bil zelo korekten do mene. Edini je pač želel, da ga najprej upozorim, če bo imel ločen glas. Zataknilo se pa pri medijih. Kot sem že tudi v članku napisal, kdor ima medije, ima oblast. In takrat je bila težnja, posebno gospa Potrata se je zelo trudila, da bi naredili čim prej nov zakon o RTV-ju. To se pravi, hoteli so prevzeti politični prevzem RTV-ja. Kdor ima pa televizijo, ima pa nadoblast. Ja, to je pa Vili Kovačič rekel, kdor ima medije, ima oblast. In še zmeraj mislim, da je ključni element kljub tem socialnim omrežjem televizija. Namreč na socialnih omrežjih je prava poplava informacij. Ljudje več ne verjamejo, levo, desno, uno. In tudi postali smo, to je bilo časa zanimivo, brskati po internetu. Zdaj pa to, ljudje so se malo naveličali, a ni lepo v dnevni sobi, lepo si daš en sokac, pa tudi voda je dobra. Ja, in ti vse pripravijo. Ampak to je vse cenzurirano, to je vse usmerjeno.
Ne? To je vse smerjeno. Gledajo ljudje rajš naslove, torej neke vrste instant oddaje, v katerem na kratko zveš, ne pa da so ti poglabljal neke članke, pa dolge knjige bral. No in tam ste prišli potem na skriž, ne, ker niste hoteli tega. Takrat mi je bilo pa jasno povedano. Je pa tudi bila to kritika Pahorja ob enem strani Majde Potrata, je rekla, da Pahor noče tukaj reda narediti, ker RTV naj bi bil kadrovsko še pod vplivom Janševih ljudi. To so mišljeni Rajko Geriča, Vinkota Vasleta. Jože Možina, ne? Ja, omenjena je bila tudi te ljudi, je le treba umakniti. Med drugim tudi neka imena novinarska, zanimivo. Enkrat mi je rekla ena teh novinark, Andrej, hvala, ker sem jo javno omenil. Sem rekel, tudi neke novinarje hočejo zamenjati. Pop sem me pa sprašval, no se to bojo ugotovili, zdaj bom kar povedal, ne, gospa Rosvita Pesek. In potem je takoj novinarji tečejo do Majde Potrata, ni res, je rekla, kje pa ne, mi, da bi se na novinarje spravljali. Oni so svobodni, neodvisni in te pravljice smo poslušali. Vse so, večina, so dobri, ampak tisti odločilni uredniki pa živejo. Ne? In deluje tudi avtocenzura, vse to vemo. Če veš, da ne boš uredniku ustregel, da ne boš dobil plačenega članka, da bo ostal v predalu, ja, potem tudi ni plače, ne, ni honorarja. In ta pritisk, ravno ko sem omenil Vilija Kovačiča, Mija so se borila za, jaz sem proti univerzalnemu temeljnemu dohodku, ker to poleni ljudi. Bomo dobili armado, ampak če bi ga komu dal, bi ga dal pa novinarjem. Ne imajo plačo, nič hudega, ker bojo pol pošteno pisali. Če pa ti odvisen, ja pa ne moreš biti svoboden, če si odvisen. To je po Marksovi definiciji. No, glede na to, da se pa nama zdaj tudi že čas tudi v tej drugi oddaji, v drugem delu oddaje zaključuje, nekaj samo še o tej vaši nameri, glede na to, da se lahko zgodi, da bomo šli na predčasne volitve, če ne bojo pa tako že kmalu tudi redne. Kako je zdaj s to ustanavljanjem vaše nove, nekako preimenovane iz krščanskih socialistov, ne? Ja. Nove socialdemokracije? V bistvu je ta težnja, da bi obnovili tisto Tomšičevo idejo nekomunistične socialdemokracije po vzoru Zahodne Evrope, čeprav v resnici na ljubi tudi na zapadu ta socialdemokracija ga včasih zelo lomi. Ampak, da bi, poglejte, moja misel je, in mislim, da imam zelo prav, samo z desnimi glasovi ta pomladna opcija ne bo uspela. To se dobro gospod Peterle zaveda. In v tem smislu mi rabimo neke neodvisne zelene. Jaz upam, da se bo ustanovila, nekaj se pripravlja v tej smeri, pa ne mislim gospoda Lebna, da bomo dobili ene res prodorne zeleno stranko, da bi imeli eno res pošteno socialdemokracijo. In tu sebe vidite, ne? V tej stranki je pa težko, skupino. Da bi počasi se to revitaliziralo. Kako uspešni pa ste? Nismo preveč uspešni, jaz sem celo skeptičen, ampak treba je poskusiti, ne? Kako je bila tista reklama, ne mogoče je mogoče. Ja. In na koga najbolj ciljate? Tudi na tiste, ki niso bili zadovoljni, da se je stranka Tomšičeva preimenovala in šla na desno. In se preimenovala v Slovenska demokratična stranka. Tako, pa tisti, ki jim je ta ideja socialdemokracije blizu, to so tudi kristjani, tisti, ki poznajo Kreka, jaz upam, da bodo tudi mladi malo brali za nazaj, dobili, kakšno sjajno dediščino smo imeli. Moja pa ideja je, čeprav bi rekel, da ni v Sloveniji izrednih razmer, da bi naredili vseeno nek demos, to je združbo demokratičnih sil proti tem strukturam, ki so ugrabili državo. Mi se premalo zavedamo, mi rečemo, sej nam je dobro, ne, poprečno. Ampak zadaj je pa korupcija, pa izgine vsako leto ogromno denarja. Ogromno, ne, gospod milijarde, ne? Dobovšek govori o milijardah, 3,6 milijarde, jaz ne vem, kako točno zračunati, ampak
Lejte, 5 milijardna bančna luknja v zdravstvu, kaj se dogaja in se ne zajezi, kaj so čakalne vrste. Torej, Pranje denarja, ne? Slovenija ni treba, da cepla za Avstrijo, mi imamo boljše resurse, kot ima Avstrija. Pa imajo oni Luko Koper? Nimajo. Mi imamo boljše pogoje za eno uspešno državo, če ne bi bilo korupcije in tega ljudje ne vejo. Ljudje se primerjajo, kaj je bilo lani, ne se primerjajo, kaj imajo v Avstriji. Pa videli, zakaj tam pošteno, zakaj tam kriminalci so tam, kjer je mesto za njih. Ne? Pri nas se ne samo sprehajajo po gozdovih prosto volkovi, ne? Tajkuni se sprehajajo sred Ljubljane, nobeno se nič ne zgodi. A veste, in tukaj bi morali ta vlada, tu Šarca ni proti korupciji, te državne korupciji, ne govorim te ulične korupcije, pa če nekdo pride tam k zdravniku, zobozdravniku, malo čez ene stranske vrata. Pustimo to. Milijarde, ki se zgubljajo, izčrpavanje javnih podjetij, pa to je groza. Temeljite revizijo mednarodne, mi moramo mednarodne strokovnjake, neodvisne najeti, da bi proučili, kaj so v teh podjetjih, navidezno dobrih, ne? Petrol, Luka Koper, ki imajo nek prednostni položaj. Tam se največ krade, veste. Tam se največ odtujuje denarja. Bančni sistem. Ne? Si predstavljate, da nek zasebnik, zasebno banko, dal bratu Zorana Milanovića, frankfurtska ekspozitura mu je dodelila 3,5 milijona za nek turistični projekt dol v Dalmaciji, nazaj smo dobili pa nič. Noben zasebnik ne bi tega naredil. Ne? Če imaš pa ti javni denar in nažalost, pa jaz nisem proti javnemu, tudi v Nemčiji imajo javne železnice, državne. Noben zasebnik ne bi dejal kreditov, milijonskih kreditov brez zavarovanja. Ampak na to noben ne odgovarja, te ljudje so še zmeraj na položajih. In tlej je vzrok, da Slovenija stagnira in ljudje, ko bo enkrat to vedeli, bo šli na ulice. Dokler se bo pa sam rekel, se imam za 2 kave več, kot sem imel lani, bomo pa volili to isto garnituro. Torej, ne prav optimistična napoved, ne? Ne, Slovenija stagnira. Nam ni slabo, ampak sporočilo je, nam bi šlo bistveno boljše lahko. Gospod Andrej Magajna, hvala za vse, kar ste povedali. Mogoče bo še kdaj kakšna priložnost. Za zanimivo vprašanje. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.